Močan si, da bi lahko gore premikal. Ja, pravzaprav si gora, tako velik in tako mogočen. Le kralj v tebi spi in ni naključje, da je kralj Matjaž spal glih pod peco. Ne v pici, ne v pisi, ampak v pisu. Ne v pisu kot košček, ampak v pisu kot v meru. Mer je tisto, kar mi potrebujemo, kar je naše naravno stanje. In ja, spali smo in seveda smo se prav butasto vsi obnašali. In res so se nam lahko režali, kako padamo na vsako njihovo blesavo foro, na vsako njihovo vez in navezo. Želel bi, da vsak izmed nas v sebi zbudi tega kralja Matjaža, ampak je pa treba prisluhniti ljudem, ki se trudimo, da bi ozavestili vsakega izmed nas, kaj je za to prebujanje potrebno narediti. In ignoranca, gledati stran, to zagotovo ne pomaga pri prebujanju. In lahko iskreno rečem, da kdor se bo obnašal do znanj o prebujanju ignorantsko, bo za nas ostal v 3D svetu in bo lahko za nas pravzaprav 3D buto. Zaradi tega, ker se noče prebuditi, ne želi notranje svobode, ne želi miru, ne želi pretakati ljubezni in ne želi biti. Želi ubogati, želi biti navezan na vezi, navezave tega sistema, kjer je verjetno ugodno in lagodno živel. Sploh ni problem, želim vam, da razumete, da sreča ni na vrvici, sreča je brez vrvice in sreča ni na loteriji pridobljena, ampak je v bistvu izvira iz nas, je del božanske, brezpogojne in vse prežemajoče božje ljubezni, ki jo lahko občutimo. In na občutkih bo treba delati. Res ne želim, da kdo potrebuje trd padec in ako verjetno bo vsem hudo zaspanim in ignorantskim pravzaprav spodneslo noge, ko pride čas za to. Dragi moji, želim vam, da ste pogumni, da se predajete temu, kar ste in zastopite, da se je treba odločiti od vseh vezi in da ste odvezani in kot sreča brez vrvice. Srečno. Čau, čau.